Mirovni inštitut je nastal kot del prizadevanj za miroljubno rešitev dezintegracije tedanje Jugoslavije. Nastal je kot platforma za organizacijo mirovne konference pod okriljem Združenih narodov in konference o evropski varnosti in sodelovanju. Seveda me na ta čas veze veliko spominov, predvsem tisočere ur potovanj po svetu in lobiranj za tako imenovano slovensko pomlad. Naše pisarne na Mestnem trgu 13 so bile nekakšna centrala, predhodnica zunanjega ministrstva in urada za informiranje slovenske pomladi. Izdajali smo časopis Slovenian Spring, Centralism or Democracy, Independent Voices in tako dalje in tako dalje. Mirovni inštitut je bil slovesno ustanovljen nekaj dni pred 10-dnevno agresijo Jugoslovanske ljudske armade na Slovenijo. Dobro se spominjam otvoritve, predvsem pesnice Neže Maurer in njenega zavzetega pesnikovanja ob otvoritvi in pa pozdravnega podpornega pisma dr. Janeza Drnovška, tedanjega člana predsedstva SFRJ. Oba sta dobila v tisti čas odlikovanje Mirovnega inštituta, in sicer zlate golobice. V nizu dogodkov, ki so se zgodili pred osamosvojitvijo Slovenije, je pač prišlo tudi do tega, da je delegacija ZSMS, Zveze socialistične mladine in tudi predstavnikov mirovnega gibanja potovala v Beograd, ker se je srečala z vodji Jugoslovanske ljudske armade, se pravi z generalštabom, kjer so predlagali oziroma skušali razložiti civiliziranost in naprednost civilnega služenja vojaškega roka kot pač seveda ene izbirne možnosti. No, vendar je bila seveda reakcija generalštaba zelo burna. Vse člane delegacije so pač zelo ostro nadrli in jim pač svetovali, naj v Sloveniji prenehajo s takimi smešnimi idejami. Če pogledam svojo pot do enega od ustanovnih članov Mirovnega inštituta, je ta pot povezana z mojo aktivnostjo v mednarodnem razsodnem sodišču, ki se je v glavnem v 60-ih letih, ko sta bile dve veliki vojni, torej Vietnamu ena, druga na Češkem, kjer so sovjetske enote, kot vemo, okupirale to deželo, ponujale seveda prav tako priložnost za razmislek o miru in o vzrokih za to, seveda, da so se pojavile te vojne. Zdaj, takrat seveda sem veliko sodeloval, ali sem sodeloval praktično z študenti, kot so to Vlasta Jalošič in Marko Hren. Marko Hren med drugim seveda je nekako predstavljal mojo knjigo z naslovom Antologija anarhizma čez železno zaveso, namreč te knjige je nekako pretihotapil leta 1986 na Češko in na Poljsko. V teh knjigah seveda pa so bile vsebine, ki so bile pravzaprav neke vrste politični tabu v teh režimih. No, v teh prispevkih v tej knjigi sem objavil seveda prispevke Tolstoja, prispevke Kropotkina, Noama Chomskega, ki se vse navezujejo, bi rekel, na teme, ki so jih elaborirali, razdelali in na nek način umeščali v civilno družbo delavci, sodelavci tega Mirovnega inštituta. Bom pa začela malo drugače. Pa bom rekla, da sem prišla z Mirovnim inštitutom v stik tam nekje že kmalu v prvi polovici 90-ih let, ko sem se vključila bolj aktivno v žensko gibanje, spoznala Vlasto Jalošič
In kasneje, s tem, da sem bila skozi potem po malem v stiku, kasneje na koncu 90-ih let mi je inštitut tudi ponudil en tak pomemben prostor za raziskovanje. Namreč v tistem času še nisem bila na fakulteti zaposlena in z zelo veliko željo po raziskovanju. Tudi takrat sem doktorat pripravljala in Mirovni inštitut je bil v bistvu neka taka odprta, zelo odprta inštitucija, ki je sprejemala takele marginalce, kot sem bila še jaz v tistih časih. Če rečemo Mirovni inštitut, mnogi pomislijo, da gre za nek inštitut, ki se ukvarja z vojnami, velikimi konfliktnimi situacijami, mirovnimi posredovanji ali kaj podobnega. Tudi sama sem bila med njimi, dokler nisem ugotovila, da seveda je delovanje Mirovnega inštituta veliko širše. In dokler nisem ugotovila, da se ukvarjajo tudi z vprašanji, ki so mene v 90-ih letih zanimale, in to so ženske v politiki. Ko sem to ugotovila, so se najine poti prekrižale. Ugotovila sem, da je na Mirovnem inštitutu veliko ljudi, ki se ukvarja s podobnimi vprašanji. Ko sem prvič prišla na Mirovni inštitut, se mi je zdelo, da tukaj je neko vrvenje idej, ljudi, projektov, skratka raznolikosti, različnosti in tudi neko dobro, bi rekla, osebno vzdušje, sprejetosti. Tako da sem najprej z Mirovnim inštitutom sodelovala pri projektu Vlaste Jalušič, kako smo hodile v feministično gimnazijo, takrat samo kot sogovornica pri tem projektu. Kasneje pa sva z Vlasto naredili knjigo o ženskah in politiki. 2001 je šla ta knjiga in kasneje sva izvedeli, da so o njej govorili celo v Evropskem parlamentu, kar naju je zelo razveselilo, ker je bila to ena prvih knjig izpod peres avtoric iz srednjevzhodne Evrope. Jaz sem v 90-ih študiral na oddelku za sociologijo in za zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. In naš oddelek je bil takrat je izpeljal tranzicijo od marksistične paradigme, ki je bila prej poudarjena v 80-ih, potem v kulturne študije v 90-ih. In tisto, kar je meni tu manjkalo, pa tega takrat še nisem se zavedal, pravzaprav pa znal artikulirati, je bila politična teorija. In to politično teorijo sem odkril prek Vlaste Jalušič in Tončija Kuzmaniča, in sicer ena moja izkušnja je bila ta, da sta ponudila na našem oddelku en izbirni predmet o postsocializmu. Tja sem se prijavil, ker to se mi je zdelo zanimivo, pa nas je bilo premalo prijavljenih, kar tudi nekaj pove o študentski klimi. In potem so nas preusmerili v njun drugi predmet, kjer smo se pokvarjali s Hannah Arendt in Karlom Schmittom, in to je bilo zame vse zelo novo. Vzporedno s tem sem pa izvedel, da se tu na Mirovnem inštitutu na Metelkovi odvija nek nov projekt, ki se mu je reklo Delavsko-pankrska univerza, da bojo zanimiva predavanja, in sem začel hoditi in to mi je odpiralo neke nove svetove.